situacijo, ko stranka na koncu ni tako je rekla, ja. Ok, smo vsi taki, ne? Torej, imamo tukaj dva scenarija. Da, potem samo uredite tisto, ko ste rekli. Super, ne? Ok, vam pošljem pogodbo ali pa izpolnimo ročilnico, ne vem, kaj naredimo. In, nekaj še manjka. Okay, to je druga situacija. In zdaj pri tej drugi situaciji sta dva velika problema, ki jih prodajniki naredijo. To je pa dve veliki napaki, ki jih prodajniki naredijo. To je dve veliki napaki. Vi ste vprašali preprosto, a bo tako v redu. In stranka vam reče, ja, veste, kaj? Še nisem prepričan. Ja, veste, moramo še dobiti odobritev od žene ali pa direktorja. Ja, veste, ne vem, bi mogel še malo premisliti, ne. Ja, veste, bi mogel še, ne vem, s konkurenco imeti sestanek, ne, da preverimo še njih, ne. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. En kup teh stvari se lahko zgodi. In zdaj, kaj je največja napaka, ki jo naredijo prodajniki v tej situaciji? Stranka jim pove neko skrb in pove nek problem, zakaj še pač ne more iti naprej. In kaj potem naredimo? Recimo, da vam reče, ja, veste, pa bomo spet šli na tisto ceno, ne? Mojica rekla, ne? Reče, ja, cena, ne? Kaj če vam stranka recimo reče, ja, veste, vse lepo in prav, sam, to je malo drago. Vaša cena je kar taka zajedna. Kaj naredimo potem? Pokličite nas, da se bodo odločili. Pokličite nas, ok. To je lahko ena rešitev, ampak jaz bi se dolgo drugla. Kom nas pa preverjate? Kako? Ne, mene zanima, jaz sem torej vam rekel, torej mi smo zdaj v prodajni situaciji, ok, smo zelo konkretni. Smo v prodajni situaciji. Jaz sem vaša stranka, smo prišli do konca in jaz sem vam rekel, ja, veste, vse lepo in prav, sam ta cena je pa malo prehuda za nas. Kaj boste vi odgovorili? Kaj bi bilo sprejemljivo? Ok, kaj še? Še idej hočem, še idej. Če vam dam ceno 5% nižjo, ali boste pol kupili? Recimo, ok, super, če vam dam ceno 5% nižje, ali bo to za vas sprejemljivo? Ok, še kaj drugega? Še enkrat spomnim na njihovo bolečino. Še enkrat spomnim na njihovo bolečino? Ok, še ideja, kaj narediti? Dražje, če ne kupite. Kako? Punca bo dražje, če ne kupite. Bo dražje, če ne kupite, ok. Ok, kup možnosti imamo tukaj, ne? In večina, to je tako. Tiste stvari, ki držiš takoj z nekim popustom, se mi zdi malo preuranjeno. Okay? Torej, jaz tukaj ne bi šel še, zdaj vam tukaj povem svoje mnenje. Okay? Vi lahko naredite, kar hočete, ampak jaz vam povem svoje mnenje, ki izhaja pač iz stotini dodanih sestankov. To jaz ne bi šel kar nižati cene, ne bi šel kar zavezovati jih, če se zmenimo za 5% off, ne, ali bo to pač potem podpišemo in tako naprej. Zato, ker sam menim, da s tem dejansko rušimo našo vrednost. Okay? Če damo takoj, brez nekega ukvarjanja s tem problemom, če damo takoj nek popust, že takoj pokažemo, da nimamo dovolj, da ne stojimo dovolj dobro za svojim izdelkom. Okay? Ne stojimo dovolj dobro za tistem, kar ponujemo. Torej, tukaj prvi problem je, marsikateri prodajnik se začne kregati. Torej, prvič, spor. Ja, veste, se naša cena ni tako visoka, ne. Saj veste, tisto, kar mi ponujemo, je res ful vredno. Torej, začneš negirati stranko. Kaj je tukaj problem? Torej, stranka je v sporu potem z vami. In to je velik problem pri prodaji, če imate stranko v sporu. Torej, vi se hočete kregati stranko v tej situaciji. Hočete nekaj drugega narediti. In drugi problem je, da to je lahko samo eden izmed skrbi ali pa ugovorov, ki jih ima stranka. Ni nujno, da ste vi sploh prišli do tiste ta prave stvari. Okay? Torej, prva težava v tej situaciji je, da marsikateri prodajnik se začne kregati stranko. Ne, sej ni drago, veste, to imamo pa tako, ali pa ne, sej, razumete, začnemo z ne, to pa to. To ni kul, ne delati tega. Bom potem povedal, kaj narediti. In drugič je problem ta, da misliš, da tisto, kar ti je stranka povedala, da je edina stvar. Da nisi izoliral skrbi. Torej, druga težava je, da nisi izoliral te skrbi.
In zdaj vam pokazal pri 7a, torej imam še 7a številko, kako dejansko rešiti ta dva problema. Da vas to zanima? Ja, ne? Ja. Ok, kje imam jaz ta daljinček? Nekam je všel, a tam je. Torej, všeč vam je moja ponudba, pripravljeni ste iti naprej, samo še cena vas zaustavlja. A je še kaj drugega?